Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Dober dan, naš tokratni gost je skladatelj filmske in gledališke glasbe, pa pianist in harmonikar. Je eden najdejavnejših slovenskih skladateljev, ki je od leta 1991 ustvaril glasbo za okoli 130 gledaliških in plesnih predstav, 23 filmov in še številne samostojne kompozicije za komorne skupine in orkester. Kot pianist in harmonikar je sodeloval z različnimi skupinami in glasbeniki v Sloveniji in v tujini. Naj navedem nekaj teh zasedb: Muska Fiber, Štef Bet Rifi, Bast, Bossa de Novo, Brina. Izdal je nekaj samostojnih albumov, pojavlja pa se tudi na posnetkih različnih skupin, s katerimi je redno sodeloval. Zanj je značilna živa glasba oziroma živa izvedba glasbe, pa seveda tudi živa glasba v predstavah, zvočne intervencije, močne dramaturške poteze, ki njegovo glasbo pogosto postavijo v središče odrskih del. Drago Ivanuša, hvala, ker si naš gost v tokratni epizodi podcasta. Ja, hvala lepa za vabilo. Mi je v veliko čast biti tukaj pri vas in se pogovarjati. Sem član združenja, redno poslušam vaše pogovore in, kot pravim, mi je v čast sodelovati. Drago, sploh še nisem prišla do združenja, ker je tvoja biografija impozantna, toliko umetniškega ustvarjanja od leta 1991, to je v resnici 30 letja, film, teater. Se je nekako nabralo veliko. Jaz sem že ves ta čas v bistvu svobodni ustvarjalec, kot se danes reče, samozaposlen. In mislim, da to za sabo potegne tudi to, da na tem najsplošnem trgu je treba pač delati. Ne? Čeprav nas ima veliko ljudi za lenuhe, ne? Moram reči, da kakor poznam svojih kolegov in tako naprej, moramo biti precej pridni in veliko delati, da preživimo. Garači v resnici, ne? Ja, zato ker pač, če si v taki poziciji, nimaš plače in si odvisen od tega, kar počneš, oziroma s temi projekti pač se preživljaš, ne? Tako da najbrž bi delal manj, če bi bilo to možno, ampak včasih sem pač, sploh ko sem bil mlajši, sem kar dosti stvari vzel, če tudi mi niso bile čist na kožo pisane, delal sem tudi glasbo za reklame, recimo eno obdobje in tako naprej. Vse v tem, duhu preživetja. Zanimivo. Ne vem, če se zavedaš, mnogi tako zavidamo temu življenju umetnikov, kot si ga seveda predstavljamo sami, a ne, gotovo ni to neka realna slika, ampak bi si zelo želeli znati igrati en inštrument, kaj šele 4-5, skladati glasbo. Vedno je tako občutek, se mi zdi, da je to eno tako lepo življenje, da res delaš tisto, kar znotraj čutiš, da je fino, da te veseli. Je v resnici to res tako? Ja, jaz mislim, da je. To je eden od poklicev, ki je v bistvu zelo blizu temu, kar mogoče lahko označimo kot poslanstvo. Namreč to je zato, ker je to povezano s tem, da to človek ponavadi začne početi zelo zgodaj, v otroštvu. In je na to nekako zelo organsko navezan. Recimo, če si predstavljate arhitekt, pač lahko kakšen osnovnošolec sanja o tem, da bo arhitekt, ampak on ni arhitekt, še, ne? On še tega ne počne. Jaz pa recimo s 5 leti začel igrati inštrument in s 6 že malo nastopal in tako naprej. Tako da je ta povezava zelo močna in odgovor na vprašanje je to, ja, v bistvu je to lepo.
je to lepo. V bistvu to je neka dejavnost, ki mu nekaj daje. Recimo jaz, če se slabo počutim, grem čisto neobvezno igrati klavir doma in to me na nek način spravi v boljšo voljo. Kot bi rekel, da se mi nekako začne malo več serotonina izločati. Ne. Se pravi, ja, je lepota v tem, seveda, kot sem pa že prej omenil, je pa tudi seveda to neka pozicija, ki zahteva, ne, angažiranost in nenehno izpopolnjevanje, nenehno učenje. Seveda tudi, če hočeš igrati inštrument, moraš vsak dan vaditi, ne glede na to, da že recimo 30-40 let igraš. Ta dnevna kondicija pred koncerti in tako naprej je nujna. Ne. Tle je potem še tudi to, da jaz recimo sem bolj samokritične narave, ne. So vedno neki dvomi, sploh kar se tiče recimo komponiranja, a si na pravi poti, a delaš prav neke stvari ali ne, mislim, ali pa obžaluješ neke projekte, ki niso dobro uspeli, ali je to v gledališču, ali je to čisto glasbeno. Tako da to je poklic, ki ima veliko lepote, ima pa tudi veliko, bi rekel, samospraševanja, ukvarjanja s tem in tako naprej. To ni stvar, da ti zapreš ta cuno popoldne, greš domov in potem do naslednjega dne ne obstaja več. Jaz včasih tudi po noč razmišljam ali pa ne vem, tudi če sem kje na potovanju ali pa pač je to stvar, ki te na nek način ki te zahteva celega. Pozavga, kot rečemo. Pozavga. Lepo po slovensko. Ja. Povej, Drago, prvi inštrument, ki si se ga začel učiti pri 5, je bil potem verjetno klavir. Ne, v bistvu sem začel s harmoniko. Aha. To je bila nekako, kako bi rekel, mi nismo kot družina, nismo glasbena družina, ampak so me kot otroka zelo priganjali k temu, da bi pač igral in to pač takrat v tistih časih, v začetku 70-ih, je bila harmonika, bi rekel, dostopna, ne. Klavir je bil tudi, ampak mogoče nismo bili v situaciji takoj tega klavirja imeti in tako naprej. Tako da je bila ta harmonika prvi inštrument. Ko sem brala tvojo biografijo s tvoje spletne strani, sem tudi prebrala, da je ta ljubezen do teatra še izhaja iz mladostnega obdobja, ko si v Mariboru obiskoval konzervatorij za glasbo in balet, pa potem gledal predstave in se učil v gledališkem studiu. Se je potem vse skupaj dogajalo v Mariboru, torej ta tvoja glasbena pot, ali se je tam samo nadaljevala? Ne, v Mariboru sem v bistvu nekako po nekem slučaju padel v ta gledališki studio, ki so ga vodili takrat igralci Mariborskega narodnega teatra. SNG. In v bistvu tam so se kalili tudi današnji, se pravi bodoči, današnji režiserji, Sebastian Horvat, Jernej Lorenci in tako naprej, pa tudi igralci, tisti, ki so iz Maribora. To je bila neka pripravnica, ne. Potem so nekateri izmed teh udeležencev tega studija šli naprej na AGRFT pač v Ljubljano. In jaz sem se tam znašel čisto po naključju in v bistvu so vsi nekako potrebovali neko glasbo in jaz sem bil tam nek dežurni glasbenik. Komponist ali glasbenik? Ja, za te neke študijske produkcije. In to se je potem nadaljevalo tudi v Ljubljani, kjer sem sodeloval s temi istimi ljudmi, ki so nadaljevali študij. Tako da sem delal recimo glasbo ustvarjal že za tudi študijske produkcije na AGRFT, za Sebastiana Horvata, za Jerneja Lorencija, za več njih. In tako je to nekako šlo naprej, da sem potem seveda sodeloval tudi v njihovem profesionalnem življenju. Tako da se z nekaterimi temi ljudmi poznamo praktično v zgodnji mladosti, sodelujemo s Sebastianom Horvatom recimo res da že več kot 30 let. In to so lepe povezave.
Zanimivo je bilo opazovati, ko je bila podelitev te nagrade Državljan Evrope 2021 v hiši Evropske unije, preden greva k sami nagradi, je bilo tako lepo to vašo interakcijo opazovati z glasbeniki, torej ti in še zasedba Magnetik, in pripravil si za to priložnost avtorsko glasbo. To je bila krasna ekipa, samih, v bistvu, kako bi rekel, kombinacija modrosti, izkušenj in mladosti. Mlajši kolegici sta izjemno talentirani in to je še eno od elementov ustvarjanja ali pa muziciranja je komunikacija. Tako da brez tega v bistvu ne gre, ne moreš biti zaprt vase in igrati z drugimi. Brez te komunikacije ni glasbe, na nek način so samo note, prazne note. Komunikacija ni samo tisto, kar gledalec vidi kot komunikacijo, ampak to se sliši tudi v glasbi. Recimo, če bi naredili poizkus, bi zaprli oči in poslušali neko zasedbo brez komunikacije ali pa z komunikacijo, ne glede, a jih vidimo ali ne, je razlika, ki se tudi sliši, ne samo vidi. In v tej priložnosti, meni je bilo strašno zadovoljstvo ustvariti ti dve skladbi. Ni bilo to v čast, glede na to, da sta nagradi pripadli dvema človekoma, ki jo izjemno spoštujem. Tako da je bila že ta inspiracija v bistvu lepa in tako naprej. Nisem imel težav, časa ni bilo veliko, ampak tako nekako cel dogodek in cela ta stvar je imela eno tako super pozitivno ozadje, tako da mi ni bilo težko, to hočem reči. In tudi glasbeniki, ko so videli, zakaj se gre, ko sem jim razložil, čemu je to namenjeno in tako naprej, so mislim, da vložili še en ekstra mogoče svoj doprinos k temu. Pa smo pa v bistvu razmišljali, oziroma jaz vem, da so te podelitve včasih znajo biti duhomorne tudi. Malo duhomorne, zato ker taka slavnostna zadeva za sabo potegne neko resnost, neko odgovornost tudi, ker to so le nagrade za neko resno delo, za neko prizadevanje, za neke velike stvari. To ni tisti, ki greš na maraton pa dobiš eno tako plastično medaljo. To je resna stvar. In jaz sem vedel, da bo publika, ki je bila tam, da bo resnobna. Mislim, da bo to za njih mogoče ena tako velika stvar, da ne bojo sproščeni. Zato ta dodatek prve skladbe, ki je v bistvu, smo mu rekli, zdravniški pregled, kjer sem jaz kot pacient hotel zadevo malo razvedriti. Vita Kobal, violinistka, se je preoblekla v zdravnico in tako naprej. Mislim, da so se ljudje malo vsem spustili. Tako da je bilo pa tudi ta dodatek je bil neke vrste glasbeni dodatek, zato ker so glasbeniki z inštrumenti komentirali ta pregled. Ni bila še ena v nizu podelitev, ki bi bile duhomorne, ampak so bile take, se mi zdi, zares polne. Tudi zaradi nagrajencev. To sta bila seveda profesor dr. Samo Zver, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, in pa Kristina Modic, naša izvršna direktorica v združenju. Pa vendarle, če zavrtimo čas nazaj, se pa ta kampanja v resnici spontano začela s tvojim člankom v sobotni prilogi časnika Delo, Koča, strica plazmocitoma. Ta članek se delil na družbenih omrežjih, dotaknil se vsakogar, ki je bral. In formalno je seveda šla nagrada v njune roke, si pa pobudnik te kampanje in tisti, ki si jo spontano potisnil v življenje. Ne, mislim, da je bilo to zelo, bi rekel, tako deljeno. Deljeno predvsem z dr. Zverom, ker jaz sem kot njegov pacient dostikrat o tem z njim govoril. On je v tej, bi rekel, svoji neverjetni angažiranosti iskal vse možne načine, kako bi spodbudili državo, ministrstvo in tako naprej, da bi ta stvar šla naprej, da bi se zadeva realizirala.
In po nekaj pogovorih, mislim, tle treba res povedati, da je on neke vrste res iniciator. Jaz sem posledično razmišljal, kaj lahko jaz pomagam, naredim, ne. In vse, kar znam, je to, pač, da znam igrati nek inštrument, neko muziko delati in da znam tudi kdaj kaj napisati, govorim v smislu napisati pisano besedo. In veš, to je bil v bistvu nek splet nekih čudnih okoliščin, ki so pripeljale do tudi to, da sem srečal odgovornega urednika Sobotne priloge za Bežigradom, tako čist mimogrede, živijo, a bi, ja, pa dej in tako naprej, je bil tako zelo za, ne. Mislim, hočem reči, to je potekalo zelo spontano in tle noter je veliko zaslužnih ljudi, ki so vsak svojo malo ali pa večjo potezo pripeljali zadevo. Mislim, jaz sem ponosen na ta tekst, zato ker mislim, da je na nek način uspel v tem smislu, da je pripeljal bralcu neko spoznanje, kakšna je ta situacija. Ne? To spoznanje izven vseh teh in političnih delitev in vsega, tukaj gre za en zelo konkreten problem, ki ga imamo, ali smo ga imeli, ki se zdaj rešuje. Ne? In mislim, da je ta zasluga vseh, ki so v tej verigi v bistvu sodelovali, ker jaz tega teksta ne bi mogel objaviti, če Aleš Žerdin ne bi ponudil svojega časopisa, ker mislim, da je zelo pomembno, da je tekst izšel v časopisu. Ker če bi to bil samo internetni, facebookovski tekst, vseeno časopis ima neko veljavo, neko težo, mislim, tekstu da neko dodatno težo in kredibilnost. Po Facebooku imaš ogromno teh tekstov, ki se valjajo gore dole in mislim, da tam ta selekcija postane zelo nepregledna in sicer je potem to zaživelo na internetu, ampak šele post-festum. Tako da ja, sem ponosen na svoj prispevek, ampak hkrati pa trdim, da je to v bistvu neko skupinski dosežek. In zdaj vsi skupaj čakamo, da to zaživi. Profesor Ihan je rekel, da bo zares v uporabi ravno zdaj v nedeljo, je rekel v intervjuju z gospod Hren, da bo zaživelo jeseni prihodnje leto. Ja. Zdaj je veliko težav z nabavo tega, da ni čipov in ne vem še kaj vse. Ja, mislim, to vidiš, ne, da so se vrhunske avtoritete, ne, so prepoznale v tej stvari seveda nek potencial. Moramo vedeti, da v bistvu to zdravljenje gre naprej in da so te metode in da, tako kot pravi dr. Zver, v bistvu ne smemo zamuditi, ne smemo zamuditi priložnosti, ne smemo zaostajati, moramo biti na tem vlaku ali kakorkoli temu rečemo. Moramo imeti, ker sicer se bomo zdravili v tujini, to bo blazno drago, tudi zdraviti v tujini se ni prijetno in vse ostalo. In mislim, da ta ambicija dr. Zvera in ostalih, mislim, da je čist na mestu. Podobno je bilo z uvedbo recimo transplantacij. 30-40 let nazaj, 40, ne, zdaj že let nazaj. Tudi takrat je bilo treba biti pogumen, upeljati nekaj novega, se iti izobraziti, nabaviti neko infrastrukturo za to in tako naprej. In podobno je zdaj. Ne. Tako da, če je tukaj država v bistvu zamudila oziroma odpovedala, ne, smo morali žal nekaj narediti. Ne. Jaz še zmeraj trdim, da to ni prav. V skrajni konsekvenci je to naloga države. Ne. Hkrati pa upam, da se je tudi država nekaj vseeno iz tega naučila oziroma prepoznala to kot ne samo ta projekt, ampak tudi vse bodoče ali pa vse druge. Na drugih področjih, ki si prizadevajo za višji standard, za boljše zdravljenje ali pa na kakšnem drugem področju.
Se spomnim takrat celo to dvomesečno obdobje ali 3-mesečno, ko se je toliko dogajalo, ne, ta kampanja je živela in rasla in še zaključiti se je ni dalo, ker je toliko bilo dobre volje in prispevkov strani različnih javnosti. Ti si vse skupaj še, da rečem, nadgradil za serijo donacijskih koncertov, a se temu tako reče, ne vem, klavirskih, a ne, ko si cel teden 7 koncertov, mislim, da je bilo, igral za ta dober namen, ne, kot ozaveščanje v celični terapiji kar te. Ja, mislim, meni se je zdelo dvoje stvari, ne. Ena stvar je ta, da bi s tem igranjem, ker to je edino, kar v resnici znam, no. Ta ena majhna malenkost ali kako? Kakšna skromnost? Ne, ampak res mislim, no. Mislim, to se mi je zdelo, da na ta način lahko še nekaj prispevam. Ampak dvoje stvari, ne. Ena stvar je bila ta, da bi še koga pritegnil k temu, da bi doniral ali pa da bi vse opazil, da se nekaj dogaja. Drugo je pa neka zahvala tistim, ki so že bili udeleženi in so pač imeli nek zastonj koncert. In mislim, poslušanost je bila kar dobra, ne. Vsak večer je bilo par 100 ljudi, ki so ali poslušali direktno ali mogoče v zamiku, kakorkoli. Tako da tudi to je na nek način uspelo. Ja. Vse skupaj, torej mozaika, ne, takih različnih prispevkov. Kako je z plazmocitomom danes tvojim? Ja. Imam dobrega zdravnika, ne, in zaenkrat imamo neko javno zdravstvo, ki nam omogoča, da se zdravimo po najboljših metodah in z najboljšimi zdravili, najdražjimi in tako naprej. Tako da zaenkrat sem v redu, lani sem imel izjemno veliko težav od obsevanj, ker se mi je pač zadeva spet kako razbohotla, ne. Lezije so se pojavile na lobani in v bistvu obsevanje je bilo kar naporno, hkrati sem imel še 3. transplantacijo kostnega mozga aprila meseca, tako da je bilo res naporno, ampak za nagrado sem pa zdaj v redu. Tako da, kaj ne rečem, ne, upam, da bo trajalo in da ujamem še ta kar te. Odlično. Praviš, to naše zdravstvo, kolikor smo že polni raznih kritik včasih, a ne, nam da zelo, zelo veliko. Če pustimo ob strani, a ne, to situacijo grozljivo, ki se nam danes dogaja zaradi covida, pa vendarle, kot praviš, najboljše terapije, dobri strokovnjaki, je tisto, kar zaznamuje denimo onkološko oskrbo v Sloveniji, ne glede na vse, doslej. Ker to je tradicija. Mislim, jaz gledam, kako profesor Zver funkcionira tudi kot predstojnik, ne. In moram reči, da sicer nihče ne gre rad v bolnico, ne. Ampak zdaj nekajkrat sem pa tam sem bil na oddelku, se pravim, pri transplantaciji, pa tudi sicer sem bil 2-krat zaradi drugih stvari. Moram reči, da se tam počutim varno. Zato, ker oni imajo strašen red, hkrati imajo mislim, meni se vse zdi, no, da imajo dobre odnose medsebojne in mislim, že to, da oni niso imeli niti ene okužbe covida na oddelku, je noro. Mislim, če pomisliš, da to res ni težko prenesti not, ne. Zato, ker profesor Zver vztraja, da vsak, ki pride not, mora imeti svež PCR test. Kar je prav. Zato, ker na oddelku se zdravijo bolniki z popolnoma sesutim imunskim sistemom in ta bolnik take okužbe po moje ali pa po njegovo ne preživi. Tako da hočem reči, da je to zdaj neka tradicija, ker to je bilo že prej, še na starem oddelku. Jaz sem prvo transplantacijo 2012 opravil še na starem oddelku, kjer so bile grozljive razmere, ampak kljub grozljivim razmeram so oni funkcionirali izjemno dobro in že takrat sem jim blazno zaupal, ker to točno vidiš, ne. Ne vem, to ima vsak človek občutek, če prideš nekam, a se počutiš varno, a so prijazni, a ti razložijo stvari, a si prepuščen, a te je strah in tako naprej.
Ampak po drugi strani pa tudi mislim, da se za to treba boriti. Da to ni neka stvar, ki je kar zagarantirana ne glede na vse. Zdaj imamo tukaj tega angela varuha zvera, ne, ki pač, ki raje ne vem kaj naredi, ker pa da bi popustil v svojih standardih. In tako naj bi tudi ostalo, ampak tudi on se bori, po moje, tako opažam, za te standarde in pogosto benti zaradi tega in umga in tako naprej. Zdaj recimo imajo strašno pomanjkanje kadrov, resne probleme z sestrskim kadrom in tako naprej. Ampak upam, da se bo to uredilo. Skratka, hočem reči, da je to tudi nasplošno gledano, zavzemanje za javno zdravstvo nek proces, ki je vedno na preizkušnji. Vedno bo treba to braniti in to, pač, če hočemo imeti tako mi, ki imamo izkušnje, ne, iz prve roke, ne, vemo, da je to pač edina stvar, ki je možna. Ne. Sicer pa, ne vem, mislim, tako v Ameriki pač, če imaš denar, se zdraviš, če ne, pa greš, adijo. Drago, zdaj vsak dan poslušamo, kako obremenjen je zdravstveni sistem, da ne samo, da bo težko poskrbeti za vse covidne bolnike, a ne, ko je vsak dan več teh okužb in teh nesreč zaradi covida, da so ogroženi tudi drugi bolniki, ki se jim že ukinja zdravstvena obravnava. Celo se omenja za onkološko oskrbo, kar se nam doslej nikoli ni zgodilo, vedno je onkologija tekla nemoteno. Koliko te to skrbi? Mislim, to seveda vsakega lahko skrbi, ne. Jaz sem razočaran v bistvu, moram reči, kar precej nad to splošno, bi rekel, to odsotnostjo empatije oziroma to tem nekim čudnim odnosom. Vse si ga tudi po svoje lahko razlagam, ne. Zakaj je tako slab odziv na cepljenje in tako naprej. Mislim, to se tudi nenehno pogovarjamo in vsak ima neko svojo teorijo in tako naprej. Dejstvo je, da je odziv na to, kar se zdaj dogaja, izjemno slab. In slab je in strani politike, slab je strani pač tudi populacije, če hočemo. No. Mislim, da so se v družbi zgodile že ne zdaj, samo zdaj zadnji čas, ampak eno daljše obdobje, določene spremembe, ki so ljudi žal spremenile v, bi rekel, bolj sebične, bolj ljudi, ki gledajo bolj privatne interese, in ta družba, v bistvu to, kar je skupno, ne, je na nek način postalo drugotnega pomena, kar se pa v takih situacijah seveda izkaže za slabo. In jaz se samo sprašujem, kaj se bo še zgodilo in kako bodo države in kako bo družba funkcionirala, ko bodo prišle resne posledice podnebnih sprememb. A ne? Ker ta neoliberalizem, ki ga pač mi živimo, tukaj hočeš nočeš, ne, priznati ali ne priznati, je v bistvu učinkuje na ljudi na ta način, da preprosto smo kot na enem bojnem polju. Mislim, vsak se bori za neke svoje lastne interese in tako naprej. Vsakomu je vsiljeno, da je neke vrste gospodarski subjekt in ljudje so, kako bi rekel, izgubili en del človečnosti. Ne? In to je noro, pri vseh teh komunikacijah, pri vseh informacijah je težko ljudem razložiti, da zdaj nekateri na COVID oddelkih umirajo in da nam umre po 20 ljudi na dan. Mislim, to ni normalno. Tako da ne vem, kaj ne rečem. Tako jaz pa tudi ne, kakšno podvprašanje na to temo bi pravzaprav sploh postavila, ker je situacija nerazumljiva, ne? Ta razplet je precej nerazumljiv, sploh če mislimo, kako je ta skupnostni duh bil močan, recimo v prvem valu, a ne? Ko smo se držali, ko so
čestitali zdravstveni delavcem in tako naprej. No. Danes te možnosti imamo, lahko se cepimo, pa kljub temu se skoraj polovica populacije za to ne odloči. Jaz upam, da se vendarle ljudje bodo cepili in naredili zase in druge, kar je mogoče proti temu covidu. Drago, a je v tej situaciji, ko praviš, da je človečnost na preizkušnji, da je vsak posameznik bolj kot ne nek samostojen gospodarski subjekt, tako v prenesenem pomenu, je to združevanje bolnikov za isti cilj, ne, v združenja, pa ne mislim samo naše, ampak tudi seveda druga, še bolj potrebno kot kadarkoli doslej? Ja, jaz mislim, da je to združevanje potrebno ravno iz tega razloga, to, kar sem prej govoril. Ne. Ker to združevanje pomeni tudi nek nadzor nad sistemom, se pravi, vsak posamezen bolnik, sploh, ko si recimo akutno nekje, ko človek zboli, ni pripravljen zdaj se tam boriti za nekaj ne vem kaj. Mislim, takrat dejansko si v situaciji, ko se boriš za svoje življenje. Zato se mi zdi, združevanje pomeni moč posameznikov, da se združijo in da potem skupaj v bistvu lahko nekaj dosežejo. Hkrati pa je to zelo res pomembno zato, da se ohranja standard javnega zdravstva, da tako združenje v bistvu in opozarja in v bistvu predlaga stvari in komunicira s tujino in komunicira in uvaja svoje programe, ki pomagajo pacientom in tako naprej. Mislim, da je to, da brez tega bi bili pacienti praktično prepuščeni sistemu, ki pa seveda, kot vemo, ni vedno idealen. Ne? Po drugi strani pa, kot malo spremljamo tudi mednarodno sceno, imamo vse in še toliko urejene stvari, da nam ni treba tako kot v Ameriki, kjer so združene recimo blazno aktivna, pa tam so aktivne zato, da pomagajo recimo ljudem, da jim plačajo tistim, ki nimajo denarja, da jim pomagajo, zbirajo denar, da lahko sploh grejo recimo na pot, kakšne take razdalje, recimo do najbližje bolnišnice 500 km, recimo nekje na srednjem zahodu, ne, in tako naprej. No. Pri nas zaenkrat, no, sej še nimamo teh težav in upam, da jih tudi ne bomo imeli. Se pravi, da je zdravljenje zahtevnih bolezni z zelo dragimi zdravili dostopno vsakomur. Od predsednika republike do brezdomca. Ne. To je pomembno. Naj tako ostane tudi v prihodnje. Kakšno bi bilo, Drago, tvoje sporočilo za konec? Tele podcaste zdaj pripravljamo od poletja naprej na 14 dni. Vsakih 14 dni je situacija bolj zaskrbljujoča, kar se zdravstva tiče. Kako bi nagovoril ljudi, ki naj jo poslušajo, ne poskrbijo zase in druge, s kakšnimi besedami recimo? Ja, jaz verjamem, da tisti, ki so imunsko kompromitirani, ljudje, ki imajo podobne bolezni kot jaz, recimo, da taki ljudje ponavadi nekako to bolj razumejo in ne vem, se tudi cepijo, recimo. Ne. Nekdo, ki je mlajši in se mu mogoče zdi, da se mu ne more čisto nič zgoditi v življenju, bi mu sam položil na srce, da ne živi, da ni na svetu sam, da so tudi drugi ljudje, da ima stik z drugimi ljudmi, za katere je pa mogoče ta zadeva lahko usodna. Torej, moje sporočilo je sporočilo predvsem tistim, ki so zdravi in ki mislijo, da se jim nič ne more zgoditi, jim to privoščim in še naprej želim, da tako tudi ostane, da so zdravi, ampak naj pomislijo, da je v Sloveniji ogromno ljudi, ki pa niso zdravi in ogromno ljudi, ki so tudi stari. In da tukaj gre za neko, bi rekel, da je to neka epidemija solidarnosti. Da se moramo, da tukaj treba razmišljati malo več kot samo o sebi. No? In če bi to premagali, potem ne bi bile v nevarnosti in onkološke operacije in druge dejavnosti, da ne govorim o rehabilitacijah in tako naprej. To, kar zdaj vse stoji in pregledi in ljudje z
z obrabljenimi kolki in tako naprej. Tako da res polagam na srce cepljenje. Drago Ivanuša, najlepša hvala za tvoj čas, za to bogato gostovanje danes v tej epizodi podcasta in zares epidemijo COVID-19, epidemijo anksioznosti, epidemijo nasprotovanja vsemu in vsakomur nadomesti epidemija solidarnosti, kot praviš. Tako, se strinjam, hvala za vabilo in še tako naprej. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje!